zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Kako sta vidva oba danes zaposlena? Ja, Ti tukaj kuharske recepte gledaš? ali ne, kaj? gledam kar živali, veš. Živali. Imam atlas živali. Saj veš, da imam zelo rada živali. To pa vem, ja. Kaj pa ti, Miha, gledaš v tej veliki knjigi? A te zanima, kaj pa jaz gledam? Seveda. Jaz si pa prebiram knjigo o dinozavrih. Glej. Zavrih. Ja. Wow, kje si pa Veš- dobil to knjigo, Miha? V knjižnici sem si jo sposodil in veste, kako so bili dinozavri zanimive živali. Ja, bili, ne? Zelo. Ker jih ni več. Ja. Ja. In zelo malo vemo pravzaprav o njih. Jaz vem veliko, ker sem prebral veliko knjig o dinozavrih. Pa, potem nama pa lahko ti kaj poveš, da ne bo nama treba teh knjig brati, a ne? Ja, z veseljem. Sigurno tudi otroke zanima veliko o dinozavrih. Zagotovo. No, potem pa kar pojdimo in si poglejmo dinozavre podrobneje. Izraz dinozaver prihaja iz grškega izraza, kjer dinos pomeni strašen ali grozen, saurus pa kuščar oziroma plazilec. Dinozavri so izumrli vretenčarji, ki so na Zemlji kraljevali več kot 100 milijonov let. 100 milijonov let. Ja. In neleteči dinozavri so izumrli pred 65 milijoni let. Danes jih mozdamo po fosilih in nefosilnih ostankih, kot so kosti, zobje, iztrebki, odtisi stopal, gastroliti, peresa, odtisi kože in notranjih organov. Aha, se pravi, to se je še obdržalo, ali kako? Ja, to je vse mati narava za nas očuvala. Toliko milijonov let. Tako, to so fosilni ostanki. In sledi dinozavrov so našli tudi na Krasu in v Istri, v Italiji, v Sloveniji in na Hrvaškem. Tudi v Sloveniji. So bili dinozavri? Seveda, tudi pri nas so živeli. Ja, in dinozavri so bili izredno raznoliki. Nekateri so bili rastlinojedi, drugi mesojedi. Nekateri so bili dvonogi, drugi štirinogi. Najbolj znana skupina dinozavrov so zavropodi. Kakšno ime zapleteno. Zapleteni izrazi so tili dinozavri. Najmanjši med njimi so bili večji od vseh drugih živali v svojem okolju. Največji so bili največje živali, ki so kdaj hodile po zemlji. Se pravi, najmanjši dinozavri so bili še vedno večji od vseh drugih živali, ki so bile na Zemlji. Ja, in največji so bili pa največje živali, ki so kdarkoli živeli na Zemlji. Ja, in najvišji in najtežji dinozaver, katerega okostje je ohranjeno v celoti, je brahiozaver. Brahiozaver, visok je bil 12 metrov. Ja, verjetno je tehtal med 30 in 65 ton. To si je pa skoraj težko predstavljati. Težko predstavljati, ja. In najdaljši dinozaver je bil dolg 27 metrov. Wow. In reklo se mu je diplodok. Poznamo pa tudi večje dinozavre, vendar se je od njih ohranilo le nekaj kosti.
Se pravi, okostja niso bila popolna. Trenutni rekorderji so bili odkriti v 70 letih ali kasneje. Argentinozaver bi lahko tehtal med 90 in 100 ton. Najdaljši bi bil 40 metrov dolg superzaver in najvišji 18-metrski zaver Podeizon, ki bi lahko gledal skozi okna v 6. nadstropju. Če bi živeli v 6. nadstropju, pa bi nam lahko pomagal. In nobena druga skupina kopenskih živali si dinozavrom po velikosti niti malo ni približala. Najtežji slon je tehtal 13 ton in pol. Kaj pa je to? Ja, Za dinozavra, ne? ja, praktično nič. Žirafa doseže do višine 6 metrov. Ja, pa tudi prazgodovinski sesalci so bili v primerjavi z dinozavri majhni. Vendar pa je največja žival vseh časov sinji kit, ki tehta tudi do, pazite to, 210 ton. Ja, in v dolžino meri 33 metrov in pol. Se pravi, kopenski so bili največji dinozavri, se pravi, v morju je pa večji kot vse živali, sinji kit. Sinji Ta kit. še vedno živi. Še vedno Seveda. živi in najtežji je. Seveda, kako so to ogromne in mogočne živali. Ampak najmanjši dinozavri so bili veliki kot vrana ali kokoš. Te bi lahko imeli kar za domačo žival, če bi še Ti bi živeli. se pa kar upali imeti doma, ne? Ja, in imenoval se je Mikroraptor. Dinozavri so bili najuspešnejša in najštevilčnejša skupina plazilcev v vsej zgodovini našega planeta. Pojavili naj bi se pred približno 205 milijoni let. Za razliko od današnjih plazilcev, ki se plazijo po trebuhu ali hodijo po oboje stranskih nameščenih nogah, so dinozavri hodili po nogah, ki so bile nameščene pred telesom, podobno kot pri današnjih sesalcih ali pticah. In skoraj vse, kar vemo o dinozavrih, smo razbrali iz fosilnih kosti. Včasih te po naključju najdejo ljubiteljski iskalci fosilov, mimo grede pa izkopljajo tudi paleontologi, ki na krajih, kjer so kamnine bogate z ostanki, ponekod najdejo skupaj več kot 100 fosilov in kosti, ja, in ki so pogosto pomešane med sabo in tvorijo pravo dinozavrsko pokopališče. Kako zanimivo. Ki so stara več kot milijonov let. Več milijonov let stara so ta pokopališča, ja. To pa je zanimivo. In najvišji dinozavrov fosil na svetu je žirafa Tatitan. Žirafa Tita. Žirafa Tatitan. Žirafa Tatitan. Žirafa Tatitan v Humboldtovem muzeju, verjetno v Berlinu, ker ga poznam, tam sem veliko tudi delal. Humboldt Ja, v Berlinu. bravo, Marli, Bravo. prav presenetil si me. Jaz sem že skoraj obupal s temi dinozavrskimi izrazi, ampak si me tako lepo popravil. Ja, hvala, točno tako, kot si povedal. Saj je sploh čudno, da si vse to zapomnil, Miha. Ja, saj si videla, da sem se vmes kar malo zmedel. Ja, včasih mi te dinozavri povzročajo prave male preglavice. Ja. Ja, ampak našli pa so ga v Tanzaniji na začetku 20. stoletja, na ogled pa so ga postavili šele leta 1937, ker so ga tako dolgo sestavljali kot neko veliko sestavljanko. Ja, dviga se 12 metrov visoko, kar je toliko kot 4-nadstropna zgradba. Prvi dinozavri so se pojavili v Triasu pred približno 205 milijoni let. Takrat so bili plazilci na Zemlji že kakih 100 milijonov let. Pred približno 193 milijoni let pa je bila Zemlja večinoma porasla z bujnim rastlinjem. Dinozavri so bili vseh oblik in velikosti. Dinozavri
so dosegli svoj vrh razvoja pred 136 milijoni. Koliko Verjetno milijonov? let. Ja, tako. Let, in to je bila doba, ki se ji je reklo, kako zanimivo ime, kreda. Aha, to je bila doba takrat pred 136 milijoni let. Ja, in takrat so vse povsod živele stotine različnih vrst dinozavrov. Dinozavri so se razvili iz tekodontov, ki naj bi bili nekakšni predniki današnjih krokodilov. Tekodonti. Ja, zanimivo, kaj ne? Ja, to pa je tudi trajalo približno 15 milijonov let. Noge so jim zrastle naravnost izpod trupa. Nekateri so lahko celo dokaj hitro tekali na zadnjih nogah in uporabljali rep za ravnotežje. Vse to se je dogajalo skozi evolucijo, ne? Iz krokodila so prišli. In kmalu so se začeli razvijati v dve smeri. Dinozavri s plazilskimi sklepi in dinozavri s ptičjimi sklepi. Prvi so bili dinozavri s plazilskimi sklepi, ki jih tudi delimo v dve skupine. Prozauropodi in terapodi. Prozauropodi so bili verjetno sorodni ogromnim četveronogim rastlinojedem. Terapodi pa so hodili po dveh nogah in jedli meso. Prvi najdeni dinozaver je bil megalozaver. Med prve dinozavre pa sodita tudi veliki okorni evropski plateozaver in gibčnejši kelofis iz jugozahoda ZDA. Oba sta živela pred več kot 200 milijoni let. Ja. Kako to, da sploh ni nobenih udrtin od teh njihovih velikih tac, ko so bili tako težki? Saj so zdaj na ostale, Zemlji? so ostale udrtine. So? Po njih pa vemo, kako veliki so bili dinozavri. Ja, tako so bili težki, da so nam pustili še po 200 milijonih letih njihove odtise. Tise. Ja, in plazilci so se hitro razvili. Predvsem dinozavri. Njihovo ime pomeni strašni kuščar. Ja, dinozavri so živeli v obdobju mezozoika. Triasa, Jure in Krede. Triasa, Jure in Krede. No, tako Tako je, je. bravo, Marli. Sem probal, če me sploh kaj poslušaš. Seveda. No, lepo. Vedno rad izvem kaj novega. No, in v obdobju Triasa so se pojavili prvi dinozavri. V obdobju Jure je bila Zemlja takrat večinoma porasla z bujnim rastlinjem. Dinozavri pa so bili že vseh oblik in velikosti. V obdobju Krede, to je 136 milijonov let, pa so dinozavri dosegli svoj vrh razvoja. Aha, in vse povsod so živele stotine dinozavrov. Vsi dinozavri so se borili za svoj obstoj, eni kot rastlinojedi in drugi kot mesojedi. Bravo, ja. In mesojedi dinozavri so bile do rastlinojedih raznoliki predvsem po obliki zobovja. Mesojedi dinozavri so imeli dolge, ostre zobe, s katerimi so trgali in žvečili meso. Rastlinojedi dinozavri pa so imeli množico enakih ploščatih zob, s katerimi so mleli hrano. Ja, kadar so se zobje obrabili ali zlomili, so jim preprosto zrasli novi. Ja, To Niso pa bili je- samo mlečne in potem stalne. ne, Kar obnavljali so Tako. se. In tudi Novi. umivali jih niso, ko so bili gnili, obrabljeni so zrasli, novi. tako novi, sveži, lepi zobje. Zanimivo, kaj ne? Ja. Ja, in nekateri so imeli tudi kremplje, s katerimi so trgali plen. Dolge kremplje so lahko imeli na zadnjih nogah ali pa na sprednjih nogah. Ja, braniti so se morali predvsem rastlinojedi dinozavri. Da jih niso Mesojedi pojedli. pojedli. Ja, res je. Nekateri dinozavri pa so se branili z rogovi.
drugi so se z bodicami, ki so jih imeli na repu, nekateri s koščenimi izboklinami na repu, ja, nekateri so imeli odebeljeno lobanjo, potem nekateri, kot smo že prej omenili, kremplje, večino pa je ščitil debel oklep iz trdih plošč. Dinozavri so valili jajca, ki so imela trdo in porozno lupino, ki je omogočala, da je v notranjost lahko prihajal zrak. Ker je bila lupina iz podobne snovi kot kosti, je postajala ob tem, ko se je mladič v njej razvijal, vse mehkejša. Rastoče kosti so porabljale vse njene trde sestavine. Dinozavrov, ki so skrbeli za svoj zarod, je bilo izredno malo. Življenje dinozavrov se je sčasoma postajalo vse težje, ker se je začel razvijati sesalec, oziroma sesalci so se začeli razvijati. Ne? In dinozavri so izumrli pred 65 milijoni let. Znanstveniki menijo, da je za to krivo veliko razlogov. In prvi razlog je, da so jih premagali roparji jajc. Mnoge živali, kot so sesalci in ptiči, tudi danes jedo jajca in vsej verjetnosti se je vse to dogajalo že pred 65 milijoni let. Aha, se pravi, ker niso čuvali svojih jajcev in pojedli sesalci jih, ne? Tako. Potem se niso več... Tako in razni ptiči in te roparji jajca. Ne? Ja, mali sesalci so bili preveč spretni tatovi jajc. Krasti so se odpravljali po noči, ko ni bilo dinozavrov, da bi lahko branili zarod. So bili pregnani? Ja, pravi roparji so bili. Ne? To je bil prvi razlog, zaradi česa bi lahko izumrli. Drugi razlog so vulkani in podnebje. Ko je vulkan izbruhnil, so prihajali iz vulkana plini, ki so zakrili sonce in svetloba in toplota nista morali več prihajati na zemljo. A ne? In zaradi tega je izumrlo veliko rastlinja. Tretji razlog je premikanje zemlje. Četrti razlog je bila zastrupitev z rastlinjem. Peti razlog so bile vremenske spremembe. Šesti razlog so bile spremembe življenjskega okolja. Sedmi razlog je bil padec meteorida in številne živali naj bi tako poginile. Nihče ne ve točno, kaj je zakrivilo propad in izumrtje dinozavrov. Dinozavri so bili edine živali, ki so pred 66 milijoni let nenadoma izumrle. Njihovo usodo so delile tudi leteče in morski plazilci. Zdaj pa si poglejmo in spoznamo svet dinozavrov.
si nama spet pripravil? Danes sem pa za vaju pripravil prav posebno igro. Imenuje se drsanje čez stolni. Kako? Imenuje se drsanje med stoli. Hotel sem malo zakomplicirati, Ja, pa mi smo ni slišali. uspelo. Drsanje med stoli. Evo, in drsala bosta, ampak da ne bo naloga prelahka, bosta drsala ritensko, se pravi nazaj. Kje so pa drsalke? Ja, da stavke. Ampak da vama še malo otežim, bosta drsala po papirju. Po papirju. Aha, evo, izvolita. Vsak dobita 2 kosa papirja, postavita jih na tla, stopita na njih in drsata z njimi in vozita slalom med stoli. In riten Vzvratno, v rikverc, ritensko, nazaj. nazaj, kakor želita. Evo. In zmaga tisti, ki prvi opravi poligon v to stran in nazaj in se vrne nazaj na točko. Ja, Dobro, vrne ja. se na začetno točko, tako obrnita se okoli in na 3, 4, zdaj. Zdaj! Odlično vama gre. Ja, bravo, Marli. Ti si pravi profesionalec. Ti si pravi drsalec. Ja, Marli. ja, bravo, ja, poglej ga. Ampak jaz pa moram tudi dokončati, Ja, ne? super, pa super ti gre, Vedno Tjaša. treba, Zelo kar dobro ti začneš gre. dokončati do konca. Ampak Marli je bil Marli, toliko ti si pa res boljši. pravi dirkač. Bravo, super. Bravo. Evo, se mi zdi, da je Marli celo postavil svetovni rekord. Mislim tudi, ja. Ja, zelo si bil hiter. Evo, otroci, poskusite tudi doma. Okay, dinosaurs. O, dinozauri, ja. Let me tell you something about dinosaurs. These mysterious creatures. O, skrivnostna bitja. Yes. Well, million years ago, long before there were any people, Aha, milijone let nazaj, še preden smo na zemlji živeli ljudje. long before, yes, Ja, zelo dolgo nazaj. there were dinosaurs. These were like fearfully great lizards. So bili taki strašni, fearfully, veliki, Yes, mostly great. lizards, kuščari. Yeah, something like that. Okay. And mostly they were hatched from eggs. Aha, in večinoma so izlegli iz jajc, Yes. izvalili iz legli. And listen, the largest dinosaurs were over 50 meters long. 50 meters. Wow, največji dinozauri so bili okoli 50 metrov lahko dolgi. And up to 15 meters tall. Wow, in do 15 metrov visoki, pa to je kot neka stavba velika. Yeah. They could be huge. Huge, veliki, ja, visoki. And there were lots of kinds of dinosaurs. There were those who walked on 2 legs, some of them walked on 4 legs, and some of them even could do both. Se pravi, bilo je veliko različnih dinozavrov, Yes. ja? In nekateri so hodili po 2 nogah, Yes, on nekateri two- po 4, on Yes. 2 and 4 on Legs. na 4 nogah, nekateri pa kar oboje Both. so znali, ne? Yes. Ja? And what's interesting is that even though they were huge, enormous, they were plant eaters. They were herbivores. Ja, zanimivo je, da čeprav so bili tako veliki in tako strašni, so bili pa rastlinojedi nekateri, ne? Yes? Se pravi, niso bili nevarni, če bi sedaj živeli, nas ne bi pojedli. So jedli rastline. Most of them wouldn't eat a human, but, well, you never know. I wouldn't like to meet one. Ne bi rad kakšnega spoznal oziroma se srečal. And then, about 65 million years ago, they went extinct. Aha, in pred približno 65 milijoni let instinkt. Extinct. They went extinct. A, se pravi, They izumrli. died out, yes. Aha, extinkt. Okay. Izumrli so, ja.
There are a lot of theories, but most scientists think that an asteroid hit the Earth and caused the dinosaurs to die and go extinct. Oh. Ja, veliko je teorij, kako naj bi do tega prišlo, da so izumrli, ampak najbolj verjetna je pa ta, da je en velik asteroid zadel Zemljo in takrat so pomrli dinozavri in verjetno vse. Yes, and then vsa živa bitja več kot... Yes, and then life began from the start again. Aha, in spet se je moralo življenje od začetka prebujati na novo na svetu. Ne? Okay, now let's see if you learned anything today. So I said dinosaurs were like big lizards. Lizard. Aha, lizard, kuščar. Yes. Some of them walked on 2 legs. Aha. Nekateri so hodili po 2 nogah, 2 legs. Aha. Some of them walked 4 legs. Nekateri po 4 nogah. Okay. And most of them were plant eaters, herbivores. Aha. Večina njih je bila rastlinojed. Yes. Plant eaters or herbivores. Herbivores. Yes. Okay. And they went extinct. In izumrli so. Yes. Extinct. Extinct about 65 million years ago. Pred približno 65 milijonov let nazaj. Yes, that's right. Okay, so now you learned something new about dinosaurs. Wow, thank you. Welcome. Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Danes smo ogromno izvedeli o dinozavrih. Sedaj pa predlagam, da si izdelamo še tak lonček v obliki dinozavra. In ta lonček, oziroma kar 3 lončki bodo skupaj, bodo kot dinozavr. Potrebujemo 3 tulce toaletnega papirja, zelen papir, rdeč papir, lahko tudi kakšne druge barve. Škarje, neko pisalo, flomaster, da mu bomo narisali usta,
lepilo in pa tale spenjač, ampak tukaj nam vam pomagajo starši s tem, prav? Sedaj pa najprej pogledamo, koliko so tili naši tulci, kako debel papir potrebujemo, ki ga bomo prelepili tukaj čez ta tulec. Pogledamo, koliko ga potrebujemo, tako nekako do tukaj, in pa koliko dolg papir potrebujemo. In sicer položimo tulec takole na papir, na rob, pogledamo, če je rob, tako, in na drugi strani takole zarišemo črtico. Gremo še naprej, pa bomo kar do konca naredili. In tukaj, in še malo naprej, šli kar do konca. Morda bo pa en trak dovolj za dva, bomo videli. Vse sem pravilna. Zdaj pa si pomagamo tako, da vzamemo, lahko je karton ali pa ravnilo, smo tukaj trši papir, postavimo na list, na tele črtice, ki smo jih zarisali, in samo tako potegnemo, evo, in ta del izstrižemo. En del je že. Zdaj bomo pogledali, če bo morda dovolj za kar dva. Mislim, da bo. Morda pa res. Bomo pogledali. Bo, super. Torej, izstrižemo 3 enake, se pravi, potrebujemo še enega. Tukaj pa lahko vzamemo kar tega, ki smo ga že narisali, ga položimo na ta papir in naredimo obris, katerega bomo potem izstrigli. Ste videli? In zdaj tudi to izstrižemo. In sedaj imamo 3. Tudi če je tukaj malo je nazobčen, ga lahko popravimo ali pa samo polepimo čez potem. Zdaj pa se prične lepljenje. Dobro namažemo tulec, močno namažemo in tale list papirja prilepimo. Tako. In potem še naprej mažemo, kar celega pomažemo dobro. Samo zavrtimo. To ponovimo še 2-krat. Sedaj pa naredimo še glavo in pa repek. Prepognemo en zelen list. Tako. Sem že prej poskusila risati in bomo poskusili narediti takega dinozavrčka, boste videli. Glavica. Tako. Trebušček. Tako, in še repek, ki bo takole stran štrljiv in repek. In sedaj tudi to izstrižemo. In ker smo prepognili, bomo dobili kar 2. 2 enake glavice in 2 repka. Ta del prepognemo in tudi tukaj na repku. Ker je meni moj tale spenjač zatajil in ne dela, sem se sedaj spomnila, da lahko, poleg seveda tega, da dobro namažemo z lepilom, poskusimo tudi prav tam, kjer je ta stik, ta
del, kjer se stika list, probamo takole skupaj stisniti, mogoče pa bo držalo. Zato sem si zdaj prinesla še tele kljukice za perilo, da bom tukaj malo skupaj stisnila, da bo nekaj časa skupaj držalo in se bo morda bolje prilepilo. Sedaj pa nalepimo tole glavo našega dinozaura. Če je kaj, mora biti kar lepo odstriženo. Tukaj je. In sedaj na tale del, ki je prepognen, damo kar nekaj lepila. In si izberemo en del, kjer bo glava, in sicer to bo tukaj pri meni. Prilepimo. In še na drugo stran. Zdaj zalepimo skupaj. In enako storimo tudi z repkom, ki ga seveda lahko prej skupaj zalepimo. Da bo bolj trden. To še tale del. In repka nalepimo na drugi strani. Seveda pa ne smemo pozabiti, saj veste, kaj imajo dinozauri take, ko bi temu rekli, kot nek tako klep. Jaz sem si tako zamislila in bom 4 rdeče take ovale oziroma strigla in prilepila. Tukaj notri vidite, ker zato imamo tudi 2. Samo lepo bomo takole notri prilepili. Tukaj nanesemo lepilo na drugi strani. In seveda narišemo še usta, nosek in pa oči lahko narišemo, lahko pa tudi prilepimo. Jaz bom kar narisala eno oko, usta in pa noska. Manjkajo mu pa še nogice, vzamemo še zelen papir in tudi nogice narišemo. Bomo 2 narisali. Tako. Ker je papir še vedno prepognjen, se bosta tudi 2 potem izstrigli. 2 in še 2. 4 nogice potrebujemo, ker če bo na obeh straneh enako, je potem čisto vseeno, kako je ta vaš dinozaver, lonček obrnjen. Vse povsod se bo videlo lepo enako. Tukaj pa še narišemo te krempeljčke.
Tukaj dobro namažemo. Tukaj prilepimo. Morda pustimo takole malo ob straneh, da ne polepimo, da takole stoji nogica, še bolje. Na drugi strani. Potem rabimo samo na sredini lepilo. No, skoraj je že gotov tale dinozaver. Če želite, da bi dinozaver, da spodaj ne bi ven padle barvice, povzamemo trši papir ali pa kak karton in tudi tukaj narišemo, obrišemo in potem zalepimo. Lahko tudi storimo to. Bomo pa takole naredili. Spodaj to nalepimo. Tukaj pa dobro z lepilom pomažemo spodnji del. To pritisnemo. Če vas moti, da se vidi ta rdeča barva, greste še lepo škaricam okrog. In strižete to, kar vas moti še. Evo, in naš dinozavrček je končan. Jaz sicer tukaj sedaj nimam prav veliko barvic, ampak nekaj pa imam, imam pa škarje. Poglejte, kako lepo stoji tale naš dinozavrček. Material zagotovo imate doma, drugače pa pobarvajte in naredite svoje stojalo za barvice, flomastre v obliki dinozavra. Zvončki in trobentice, zdaj pomlad je tu. Joj, kako bi bilo lepo, če bi bila Tjaša tukaj, ko zna peti, jaz pa takole mrmram. No, prišla je pomlad in z njo zvončki. Če se vam navadni zvončki zdijo preveč dolgočasni, beli, čeprav so lepi, lahko poskrbite za to, da bodo bolj zabavni, lahko jih pobarvate na modro. Vse, kar potrebujete, je lep šopek zvončkov in nekaj bombic za nalivno pero. Zelo dobro je, da si pred poskusom roke takole zaščitite z rokavicami, lahko tudi z gospodinjsko vrečko. Takole. Če boste uporabljali olfanoš, lahko uporabite tudi škarje, samo pazite, da je okolje vaše delovno okolje lepo zaščiteno. Če boste uporabljali olfanoš, vseeno prosite starša ali pa nekoga starejšega, da vam pomaga. Torej v kozarček natočimo, postavimo zvončke, natočimo vodo in potem vsebino bombice stisnemo v vodo. Vidite, kako se je lepo že obarvala modro. Da bo učinek boljši, je priporočljivo uporabiti več bombic. Jaz sem že doma
pripravil tukaj eno vazico z več. Pripravil eno vazico z več vsebine bombic. Zdaj pa bomo tole pustili čez noč in jutri pogledali, kaj se je s zvončki zgodilo. Prav? Pa smo spet pred izzivom, tokrat ga ne bomo sračkali, ampak bomo sračko papir uporabljali za izziv. Vsak od tekmovalcev vzame eno rolico papirja, v 1 minuti jo mora odviti in če je dovolj časa še zaviti. Zmaga tisti, ki je rolico najhitreje odvil oziroma odvil in nazaj zavil. A misliš, da bo to šlo v 1 minuti? Ja, je kar veliko tega papirja. Poskusiva. Pa dajva poskusiti. A to ti je Miha naročil? Seveda. Dobro. Ja, viš, on je medved, on kar veliko tega papirja porabi. In najraje ima odvitega že, zato bova zdaj midva to odvila. Tako. Smo? Smo? 3, 4, zdaj. Tudi takole gre. Ja, pa ni tako lahko, veš. Ampak ja, dobro. Dobro si se spomnil. To si se pa dobro spomnil. A pa je to sploh dovoljeno? Ne vem. Jaz lahko začnem kar zavijati. Bravo, lega. Zdaj pa že jaz lahko zavijem. Koliko še imamo časa, misliš, da nam bo uspelo? Težko. Vem, da je še 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Konec. No. Samo eno Pa sva naredila kup gnezdo, sračkanja. kup sračke. Kako bo pa sedaj to uporabila? Ja, tole bo Miha kar zagrabil, pa uporabil za tisto, kar pač potrebuje. Samo najprej vprašajte mamico, če lahko, da ne bova midva kriva potem. Ampak poglejte, saj potem pa lahko nazaj zavijete in je čisto v redu. Seveda ga lahko uporabite, saj ni nič umazan, zdaj še ne. Je kar zabavno tole, poskusite. Danes nas čaka pravljica Zajček Jurček išče pomlad. Pod debelo smreko je stanovala zajčja družinica. Ata zajec, mama zajklja in 3 mladi zajčki. Starejša 2 sta že vedela, kaj je pomlad. Le najmlajši zajček, ki mu je bilo ime Jurček, še nikoli ni videl pomladi. Ko je zagledal sneg in so povsod plesale snežinke, mu je bile zelo všeč. Kar naprej je sedel pod smreko in se veselil snega. Vedno je govoril: "Joj, kako je vse lepo belo." Mislil je, da je zemlja vedno pokrita snegom. Toda mamica mu je razložila, da ne bo vedno snega. Prišla bo pomlad in takrat bo šele lepo. V toplem domu je družinica zvečer prepevala pesmico o pomladi. Zajček Jurček je bil ves nestrpen. Stresal je z ušesi, cepetal s tačkami in kričal: "Kdo je ta pomlad? Mamica, kakšna je pomlad? Hočem jo videti." Zajčja družina ni mogla verjeti svojim ušesom. Bratca sta ga še enkrat vprašala: "Kaj si rekel, Jurček, da bi rad videl pomlad?" Bratca sta se mu smejala: "Naš Jurček pa ne ve, kaj je to pomlad. Naš Jurček ne ve, kaj je pomlad." Jurčku so se od žalosti kar ušesa povesila. To je opazila mamica Zajklja in okregala bratca: "Sram vaju bodi. Veš, Jurček, pomlad je lepa in topla. Zelo rad jo boš imel."
In očka je rekel: spomladi rastejo rožice. Ali bo kmalu prišla? Je vzdihnil Jurček. Ne pozabi vaditi skakanja, mu je rekel očka. Ko bo prišla pomlad, boš začutil, da bi preskočil vse ograje. Zima je odšla, snega ni bilo več. Pomlad prihaja, so se veselile živali. Pomlad prihaja, čiv, čiv, so čivkali ptički. Ne bom čakal niti minute več, je sklenil Jurček. Pomladi grem kar naproti. Šel je po gozdu in se oziral na vse strani, da bi srečal pomlad. Opazil je veliko žival s kosmatim kožuhom, ki se je pretegovala in zihala. Prosim, ali si ti pomlad? Je vprašal Jurček. Velika žival je zabrundala. O, ne, Brunda, jaz sem medved. Toda topla pomlad je prišla in me zbudila. Hvala lepa, je odvrnil Jurček in odhitel dalje. Ob potočku je opazil rože. Dober dan, pomlad! Takrat se je na drevesu nekdo zasmejal. Oh, ti nevednež mali, to ni pomlad, to so vijolice. Jurček je pogledal gor, nad njim je letela ptička in ga gledala. Ali si ti pomlad? Jo je vprašal Jurček. Ptica se je zasmejala. Ne, čiv, čiv, jaz sem ptička in kdo si ti? Jaz sem zajček Jurček in iščem pomlad. Veseli me, da sem te spoznala. Ali imaš rad pomlad? Seveda, samo je še nikoli nisem videl, je žalostno odgovoril. Kako? Nisi je še videl, Jurček? Pa saj je pomlad okrog tebe, se je čudila ptička. Ali je mogoče ta zelena reč? Je vprašal zajček. Ne, to je trava, dobra je za jesti, poskusi. Jurček je poskusil. Kako je to dobro. Pozabil je na pomlad in poskušal še in še, dokler ni imel tako polnega želodčka, da bi mu skoraj počil. Nato se je zvil v klobčič in zaspal. Ko se je zbudil, je sonce sijalo visoko na nebu. Ves svet je dišal po vijolicah in zeleni travi, od vse posod se je slišalo ptičje petje. Jurček še nikoli ni bil tako srečen. Ali še vedno iščeš pomlad? Ga je vprašala ptička, ki je priletela z drevesa. Vidiš, pomlad je vse povsod. Kjer je pomlad, raste trava. Cvetijo rože, medvedi se prebujajo, ptice veselo prepevamo in ti si srečen. Vse to veselje nam prinaša pomlad. Ho, zdaj pa vem, kaj je pomlad, je zaklical zajček. Hvala, da si mi povedala, ptičica. Kaj je pomlad? Zdaj grem domov, da povem še mamici, da že poznam pomlad. In hop, z enim skokom je preskočil ograjo in hop na drugo stran. Poglejte, je zaklical, odkril sem pomlad, pomlad mi pomaga skakati. Vsa zajčja družina se je začela smejati in si je mislila, ja, Jurček ima prav. Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta.